12 za, 16 proti, ugotavljam, da predlog proračuna ni sprejet in s tem zaključujem sejo. Takole se je z neizglasovanjem predloga občinskega proračuna v prvi obravnavi končala skoraj 4-urna obravnava občinskega proračuna za letošnje leto. S tem je padel tudi prvi predlog proračuna novega župana Marjana Šarca. Župana Šarca danes zaradi bolezni na seji občinskega sveta ni bilo, smo pa o tem, kako komentirajo nesprejetje proračuna, povprašali nekatere politične akterje. Ja, lahko komentiram samo to, da smo svetniki odgovorni občanom in da je po običajnih, torej da ni bilo danih pravih razlogov tistih, ki so glasovali proti, tako da gre za razloge, za katere pač sami tisti, ki so se tako odločili, vedo. Zdaj, kaj bo to pomenilo za financiranje teh nujnih projektov, se pa ve, tako da upam, da ne bo prehudih posledic za financiranje in da bo občina Kamnik, da bo delovala naprej tako, kot je potrebno. Skoraj sem prepričana, da bo do tega prišlo. In pač ugotovili smo, da imajo pač nekateri drugačne razloge, kot so pa tisti, ki se tiče koristi občanov in občank občine Kamnik. Tako da bodo pač to morali razložiti svojim volivcem. In kako zadevo komentira prvak kamniške opozicije? Torej, po moji oceni gre za odraz enega stanja. Vsi praktično svetniki so v razpravi poudarjali, da pri pripravi proračuna ni bilo neke poglobljene razprave, kako in na kakšen način ta proračun pripraviti in ga izgraditi. V naši svetniški skupini smo pa glasovali čisto iz preprostega razloga in sem zelo jasno povedal, da ne gre za nobeno opozicijsko nagajanje, ampak gre za naslednje dve stvari. Prvič, ni bil dosežen temeljni dogovor o načinu financiranja osnovnih šol. Ve se, da nam več milijonov evrov manjka v šolskem skladu in hkrati tudi na drugi strani ni bilo nekega temeljnega dogovora o načinu financiranja Velike planine, ali bomo delovanje Velike planine še podpirali ali nič več. In ker gre pri pripravi proračuna za to tako obsežne spremembe in dramatične spremembe, smo se odločili, da bomo glasovali proti. Ravnali smo odgovorno, ker po naši oceni, če proračun zavrnemo v prvi obravnavi, potem je treba samo enkrat še prvo obravnavo ponoviti in priti do druge obravnave. Če bi pa, tako kot so nekateri drugi svetniki podarali, da počakamo in stvar, če ne bomo zadovoljni z njo, zavrnemo šele v drugi obravnavi, ta stvar se mi pa zdi veliko bolj neodgovorna, ker potem bi pa mogli ponoviti dve obravnave. Torej, mislim, da se ne bo zgodil nič dramatičnega, zdaj bo potrebno odpreti nov krog pogovorov in jaz mislim, da bomo vsi svetniki tako realni, da se bomo zavedali, da so proračunski viri omejeni in da bomo znotraj tega poskušali uresničiti svoje cilje. Kako na proračun gledajo v svetniški skupini LDS? Torej, kar se tiče današnjega glasovanja glede proračuna, mislim, da je bilo pravzaprav tekom debate tako rekoč že jasno, kakšno bo glasovanje oziroma kakšen bo rezultat. To je rezultat tega, da predvsem dvema projektoma, torej šolam in vrtcem v tem proračunu, predlog proračuna ni bilo namenjeno dovolj pozornosti in tudi dovolj sredstev. Torej, v naši svetniški skupini se kar zavedamo, da so finančna sredstva omejena, vendar menimo, da kljub vsemu bi bilo mogoče za ta dva projekta preprosto najti večja denarna sredstva, tako da tudi na podlagi teh novih postavk v novem predlogu proračuna se bomo potem ponovno odločali o ponovnem glasovanju. In še komentar največje svetniške skupine LTS za Kamnik, ki je nekako veljala za Šarčevo stranko. Naše glasovanje je pokazalo, da se k prvemu branju proračuna ne pristopa tako, kot se je, kjer to ni bilo pripravljeno za prvo branje, ampak kot osnutek. In o tem osnutku bi morali razpravljati pred sejo in ne na seji občinskega sveta. In kako ste torej glasovali? Mi smo glasovali proti, enotno, vseh 7 glasov. Nismo se strinjali s takim načinom dela in upamo, da bo to nek znak in opozorilo za naprej, da se te stvari pristopa sistematično, s konsenzom, z razpravo, s pogovori, s pozitivno energijo, z vsem tem, kar vodi do enotnega mnenja in ocene, da je lahko proračun dober za celo občino.